Pater Damjan, danes si končal tako zvano uradno šolanje pri jezuitih. Koliko je trajalo, koliko časa? 16 let je trajalo vse skupaj, od vstopa v novicijat do teh slovesnih zadnjih zaobljub, ki sem jih dal kot jezuit. No, kako je v bistvu te osnovne stopnje? Najprej novicijat, potem študij filozofije, študij teologije, pa še kaj? No, najprej prvo je to, da človeka zanima, predvsem ima željo oznanjati Kristusa, njegovo dobro vest na tem svetu in v skladu s tem tudi svoje življenje živeti, pa pomagati drugim pri tem. To je prva stvar. Potem novicijat je obdobje, ko se preizkusimo in nas preizkusijo, kako se kot bi pri tem obnesli kot jezuiti. Imamo razne preizkušnje, na katere gremo, od romanja do dela z bolniki, z ubogimi, z begunci. To sem doživel sam na moji poti formacije, oblikovanja jezuitskega. No, potem pride filozofija. Jaz sem filozofijo že prej študiral, tako da sem šel kar direktno skoraj ne šel študij teologije, ampak v Zambijo, kjer sem ostal 2 leti in pol. In tam poučeval na gimnaziji, na malem semenišču za fante, bil vzgojitelj tam. Tudi delal sem pol leta v bolnici kot negovalec, toliko, da sem se zbližal z ljudmi, z jezikom, s kulturo. To so bile velike preizkušnje, lepe, čudovite, polne Kristusa. Kaj so tebe prevodile? Kar nisi pričakoval, pa si dobil? No, učlovečenje ni samo stvar, da se Bog mora učlovečiti. Včasih se moramo mi tudi učlovečiti od svoje, bi rekel, vzvišenosti ali napuha ali karkoli že to imenujemo in postati ljudje tukaj in zdaj z ljudmi, s katerimi smo obkroženi. Prav te smo povabljeni ljubiti in jim služiti. To je recimo Zambija gotovo. Potem pa naša jezuitska izobrazba je polna tudi študija in jaz sem študij potem delal v Londonu na londonski univerzi Heathrow College, to je jezuitski college, in tam se je že prebudil, pravzaprav sem že imel, ampak spet ponovno izrazil moje zanimanje za svetopismo. In pa tudi za imaginacijo, za kako mi stvari dojemamo, vidimo in tako naprej. Kako obvladuje svojo domišljijo. Recimo tudi to. Ja. To je del ignacijanske duhovnosti, zelo močen pri duhovnih vajah. Z duhovnimi vajami se tudi sam ukvarjam, z duhovnim spremljanjem, izobraževanjem duhovnih spremljevalcev. Pa si potem to svetopisemsko ta interes nadaljeval? Sem. Potem sem bil v Sloveniji najprej potem kot duhovnik, mladi duhovnik. Nisem bil tako mlad kot škofijski, ki so mlajši, pač malo starejši, že tudi vstopil k jezuitom, tukaj v Sloveniji. No, in tukaj sem najprej sodeloval kot asistent skupnosti krščanskega življenja, to je ignacijanska laiška skupnost, in pa pri raznih projektih, ki so tukaj pri Svetem Jožefu se dogajali, med drugim svetopisemski maraton, mogoče je to največja stvar, pa še mnogo drugih takih stvari. Svetopisemsko družbo sem dosti sodeloval, predvsej. Moja ljubezen do Svetega pisma je pa potem se izrazila v tem, da sem šel študirati biblično teologijo v Boston. V Boston, ja, kjer sem se ukvarjal potem z apokaliptično literaturo in vprašanjem sanj v Stari zavezi, posebej v Danielovi knjigi. Zelo zanimivo. Zanimiv študij, veliko da. Formalno teološki študij si končal v Bostonu? To se pravi, ja, tako. Ja, v Bostonu. Kaj pa zdaj tretja probacija? Tretja probacija? Kaj je to tretja probacija? No, to je tretja stopnja preizkušnje. To je tretja stopnja preizkušnje. Ves čas v teh 16 letih te malo preizkuša družba, pa še sam sebe malo preizkušaš, da vidiš, ali si za to, ali nisi, ali bi mogoče pa le šel ven, pa mogoče škofijskim se pridružil, ali kaj podobnega, ne. Ampak ne, jaz nisem tega čutil nikoli, z vsem spoštovanjem do škofijskih, hvala Bogu, da so in neverjetni so, jih občudujem, te može in fante, ki se za to odločijo. Pa spodbujam, da se še drugi, pa tudi za jezuite, da se odločijo, še bolj spodbujam, če so avanturisti in naj pridejo, res.
naj se poskusijo. No, in kje si na to upravil? Tretja probacija je pa potem formalno 1 leto, se vrnemo mehen v obdobje mirovanja, refleksije in spet duhovnih vaj, 3-tedenskih duhovnih vaj v tišini. Pa tudi spet je en eksperiment. Mene so poslali takrat v Bruselj, kjer naj bi začel mladinski apostolat na teh inštitucijah bruseljskih med mladimi stažisti. Tako da tisto je šlo lepo in tako. Zdaj sem se vrnil v Slovenijo, tukaj zdaj sem deloval do zdaj kot inštruktor za duhovne spremljevalce, potem kot dajem duhovne vaje in predvsem pa se ukvarjam z skupnostjo, angleško govorečo skupnostjo v Ljubljani in imam za njih mašo. To je lepo delo, se mi zdi, da je zelo evangeljsko, da človek skrbi za tujce, za tiste, ki drugače nimajo možnosti, priložnosti. Zelo različno, od obdobja, ko pridejo študenti, jih je nekoliko več, ko jih ni, jih je malo manj, so nekateri stalni ljudje, nekateri se menjajo, ampak v povprečju bi rekel, da je na leto okrog 80 ljudi, ki prihaja. Diplomati, študenti, pa tudi običajni ljudje. Ena stvar, ki skušamo se izogibati, da bi se o teh stvarih prav pogovarjali. Res skušamo biti krščanska skupnost, potem pa duhovno-krščanska skupnost in pridejo tudi Slovenci, radi pridejo, mi se družimo zmeri po maši, se pogovarjamo in gradimo bratsko skupnost, ki nekako premošča narodne bi rekel okvire ali pa tudi sloj, kar se tiče slojev. Imamo od kuharjev, preprostih, brezposelnih ljudi do ambasadorjev. Ja. Tako da, ravno zato je za nas pomembno, da ne gremo v te kdo je kdo in kaj. Ker konec koncev, hvala Bogu, vsi so zelo pripravljeni in se vdahnejo, ker jim ni treba biti v cerkvi delati. Je to evangeljska cerkev. Se čutijo vsi enako pravni in enako sprejeti po to. Tako, to. No, zdaj, ko imaš toliko tudi teh mednarodnih izkušenj, kako sedaj pristopaš k slovenski stvarnosti? Bolj razgibano, večplastno, misleno, izdelano? Ja, slovenska stvarnost je zelo kompleksna. Tudi če si v tujini bil nekaj časa, ko si potem nazaj nekaj časa, vidiš, da je to res izziv. Jaz mislim, da je največji izziv je ohraniti človečnost, bi rekel, biti človek, ohraniti vizijo ljubezni do bližnjega, pa kdorkoli že to je. In pa nekako ponižno se učiti in pa pogumno govoriti resnico, z vsem spoštovanjem do drugega. V tem smislu, ker če nekdo drugače stvari vidi, pač jih vidi zato, ker nima druge izkušnje. In temu človeku pristopamo z ljubeznijo in spoštovanjem. Damjan, vidim, da tam čaka veliko sorodnikov. Ja, čaka. Sorodnikov in drugih. Ker si v Sloveniji, te bomo še povabili pred naše kamere. Dobro. Ampak čestitamo za današnji praznik. Hvala. Pater Miran, danes s slovesnimi zaobljubami si končal jezuitsko vzgojno pot. Najprej, koliko je trajala? Trajala je 15 let. Leta 1999 sem vstopil k jezuitom. No in katera so bile za tebe najbolj pomembna obdobja, oziroma kje si največ pridobil, katere si najbolj globoko spoznal in kako je to bilo, zdaj, ko gledaš nazaj, taka celovita priprava na duhovniško službo? Ja, tako že prvo obdobje, novicijat, jaz sem ga opravljal v Mariboru. Takrat smo imeli tak mednarodni novicijat, so bili tudi fanti iz Rusije, iz Belorusije, iz Ukrajine. Spoznavanje samega jezuitskega življenja, spoznavanje te jezuitske mednarodnosti, povezanosti, jezuitske globalnosti in seveda metode molitve, študija, skratka spoznavanje kako v enem preprostem, vsakodnevnem življenju najdevati Boga in hkrati kako delovati v sedanji družbi. To je bilo eno tako prvo obdobje, novicijat. Potem jaz sem bil poslan na, mi rečemo, magisterij. To je neke vrste obdobje med študijem filozofije in študijem teologije. Jaz sem namreč študij filozofijo opravil že pred vstopom k jezuitom
in sem bil poslan v Rim, zopet eno novo obdobje, popolnoma nekaj, kako bi rekel, greš v samo srce cerkve, tam se dogajajo stvari, spoznaveš, kaj se dogaja v Vatikanu, kaj se dogaja v cerkvi. Delal sem pri patru Marku Rupniku v Centru Aleti. To je bilo eno tako res zelo dobro obdobje, ko človek spoznava tudi odnose med cerkvami, ker ta Centro Aleti je predvsem usmerjen v odnose med pravoslavnimi cerkvami, ekumensko usmerjen. Ja, in potem vidiš, kakšni so problemi, kakšne so težave. No, to je bilo tako obdobje, tudi nekaj študijsko, bolj praktično obdobje spoznavanja. Potem sem bil pa poslan na Irsko, na študij teologije. Tudi to obdobje je bilo bogato ne samo teološko, kot eno nabiranje znanja. Tudi tu sem prišel recimo ravno v ta odnos, predvsem severno-irskem, med protestanti in pravoslavnimi. Tam sem obiskal tudi en center, Korimila. In človek potem išče v tem ignacijanskem duhu, kako prinašati ljudem Boga, kako odkrivati Boga, ja, in kako stopiti v ta odnos z drugače mislečimi, z drugače vernimi. To je bilo to obdobje teologije, poglabljenje v teologijo in hkrati spoznavanje tudi lokalne irske cerkve. Potem sem bil posvečen v diakona, v duhovnika, sem prišel v Slovenijo. To je bilo zopet eno popolnoma drugo obdobje. To je zanimivo pri jezuitih, da nikoli ne veš, kaj te čaka naslednji dan. Vedno si pred enim izzivom. In to mi je meni všeč, ena taka dinamika. A te to ohranja mladega? Zelo. Svežega? Ni ene, kako bi rekel, ne moreš... Ni. Vedno se nekaj dogaja, vedno ena dinamika. Katera področja teologije si pa posebej poglobil? No, mene zanima duhovnost. In jaz se poglabljam v duhovnost, nekaj tudi v duhovnost drugih vrstev. Predvsem pa me zanima, jaz kot, še predno sem vstopil k jezuitom, bil sem športnik, ukvarjal sem se s športom. Tudi sedaj, če le imam čas, predvsem tečem, včasih tudi kolesarim in me zanima ta odnos, kako duhovnost vpliva na človekovo telo in hkrati tudi kako telo vpliva na samo duhovnost. Gre za neke vrste to recipročnost, odnos. Ja, tako. Vprašanje askeze recimo, prav ta trening telesa zato, da človek doživlja duhovni napredek. Ja, kako ti lahko duhovno rasteš preko askeze, preko gibanja, tudi preko športa. No, to me zanima, to področje. No, in ko ste zaključil tole zadnje obdobje, kje si upravil tako zvano tretjo preizkušnjo, tretjo probacijo? Ja, to zdaj zadnje obdobje je spet bilo zelo dinamično. Jaz sem bil 4 leta, sem bil kaplan v Dravljah, med mladimi, doživljal eno slovensko realnost, potem pa kar naenkrat sem bil poslan v Severno Ameriko na študij duhovnosti in tam sem preživel 2 leti, tudi spoznaval ameriško cerkev. Zopet, s kakšnimi problemi se ameriška cerkev ukvarja, ker sem bil zelo povezan s Slovenci in s Hrvati v Ameriki. Potem pa sem to tretje obdobje, o katerem praviš, sem bil pa poslan spet na drugi konec sveta, v Latinsko Ameriko, v Čile. In to je zopet zanimivo obdobje, ljudje, živahni, polni energije, polni veselja. In to vidim, tako kot si rekel, in to me je neverjetno pomladilo, dati enega duha, eno prožnost, eno razpoložljivost. Ja, in to sem opravil v Čilu, blizu Santiaga. Poslan sem bil tudi jezuiti, imamo v sklopu te tretje probacije, moramo opravljati praktično delo. Bil sem poslan na eno jezuitsko šolo, dol v Puerto Montt, južno, v Čile.
delal z mladimi, zopet videl, kako vpliva vera na življenje mladih. Kako vpliva vera na življenje mladih. No, kaj v njih prebuja, recimo v Latinski Ameriki? V čem je vernost enega mladega Latinoameričana drugačna od enega mladega Evropejca ali pa Severnoameričana? No, recimo, kar sem jaz doživel in kar se me je najbolj dotaknilo, je odnos. Vera, kako krepi odnos. Ta odnos, ki ga človek vzpostavlja z Bogom, hkrati se prenaša tudi odnos med sočloveka. To je prenos, kakovostni prenos je to. Tako, jaz dol tudi recimo v Mehiki, ki sem bil med Indijanci, nimajo problemov s kakšnimi depresijami, tega ni, to ne vejo, kaj je to, ne? Ker vse gradijo na odnosu, pa tudi ena druga stvar, ki sem jaz opazil, znajo izražati svoje čustva. Se mi zdi ravno tukaj v Evropi, predvsem v Sloveniji, se mi zdi, smo včasih kar malo zadržani, ne znamo izražati svojih čustev. In potem, namesto da bi to reševali v odnosu z Bogom, da bi čustvo bilo moč in postane ovira. Ja, tako, da bi v tem čustva znali reševati v odnosu z Bogom in hkrati v odnosu s sočlovekom, jih zadržujemo zase. In namesto da bi s pomočjo Boga želeli reševati probleme, jih želimo sami reševati. In potem pademo v eno zaprto zanko. No, zdaj še eno vprašanje. Nabral si veliko izkušenj, veliko si spoznal. Katere od izkušenj se ti zdijo, da bodo v Sloveniji še posebej koristne? Jaz mislim, da ravno ta izkušnja. Gotovo tudi to, kar sem študiral gor v Združenih državah, odnos telesa in duhovnosti. Že to se mi zdi, da človek se mora, tudi duhovnost, mora človek nekaj vlagati. Ne pride kar samo od sebe. In molitev, pa tudi fizično askeza, Držati se v neki telesni moči. V telesni moči, pa tudi imeti odnos do samega sebe v disciplini. Sej poznamo že cerkvene očete, puščavske očete. Brez askeze ni bilo enega zdravega odnosa z Bogom. Obvladovanje samega sebe. In to lahko ti delaš v odnosu z Bogom. Kako tukaj mladi, ko jim te stvari govoriš, kako to sprejemajo? Kot nekaj novega, kot z eno željo to osvojiti, ali pa samo kot neka radovednost? No, mladi imajo željo, včasih je pa to zelo težko. Jaz mislim, da problem je tukaj tudi, ne vem, če se izrazim, neke vrste razvajenost. Mi smo družba, ki imamo vsega na pretek. Imamo toliko stvari in mladi so zasičeni z vsem. A so razstreseni? Ne znajo se več, mladi se ne znajo več skoncentrirati, več čas morajo biti v konekteni, kot pravijo mladi, povezani s svetom. Ne znajo si vzeti čas zase, za Boga in to razbija človeka. Človek pa ni bitje, človek pa rabi umirjenost, rabi skoncentriranost, rabi osredotočenost, da lahko potem gradi naprej. Vemo, to razbitje pa človeka... No, še eno zadnje vprašanje. Ta 15-letna priprava na duhovnost, oziroma duhovnost je že skoraj 8 let, ne? Ja, 2006, 8 let, ja. No, torej, kako te je to pripravilo na duhovništvo? V čem se čutiš sedaj bolj sposobnega, kot recimo takrat, ko si začel to pot? Kakšno gotovost je ta priprava dala za duhovniško službo in kako zdaj presvojaš, kje se ti zdi, da imaš veliko sporočiti? Ja, no, mogoče prva stvar, ki bi jo tukaj rad poudaril, je ena stalnica, stalnica v molitvi. Ti, tako kot hrana se mi zdi, ti se ne moreš v ponedeljek ne jesti za cel teden, ampak rabiš hrano vsak dan in tako je molitev. Ti rabiš en konstanten odnos z Bogom. To je ena prva stvar, ki sem se jo naučil, ko sem prišel k jezuitom. Vsakodneven odnos z Bogom, iskati Boga v vsakem trenutku življenja. To je ena od... Druga tudi, ki sem jo bil deležen že v novicijatu, ko so nas poslali v Italijo, v Kotolengo, kot prostovoljce delati v bolnico. In takrat
daš sebe drugim. Greš ven iz samega sebe, ne iščeš več samo stvari, da bi grabil, da bi bile zase, ampak ti. V odnosu do sebe, ampak jaz v odnosu do drugega. Ja, v odnosu do drugega. In drugim začneš dati stvari in to se ti. Ta preobrat se zgodi tako, da to živiš, ali pa je to odločitev. Prvič je odločitev in drugič moraš to živeti. Ampak na začetku je odločitev. Moraš to po neke vrste ponotraniti. Ne? Ponotraniti to, da si ti pripravljen delati, dati sebe na razpolago drugim. Ne? Ja. Moraš si to ponotraniti, ne moreš nekaj nesilo delati. Ne? In seveda, to pa traja, rabiš en proces, ne moreš kar preko noči. Tudi jaz, ko sem prišel k jezuitom, tudi, ne vem, marsikatera stvar mi je bila težka, ne? Ker sem bil prej tudi malo razvajen, vsega sem imel na pretek, ne? Potem pa začneš vstopiti noter v ta proces, disciplinirati samega sebe v odnosu do drugih in potem se ti stvari začnejo vračati. Ja. Miran, boš še naš gost, ker veliko stvari imaš še zapovedati, ne? Za danes pa hvala lepa. Ne? Ja, Hvala. pa še enkrat čestitamo, vse dobro. Živega. Hvala. Torej, pater provincial, najprej čestitke za danes prvi dan službe. Tukaj si zdaj z očetom, najprej tudi vam čestitke, gospod, Hvala. Za sina. Zdaj smo v 6 mesecev že priprave kot imenovani provincial. Kaj si že premislil o Sloveniji? Ja, v teh 6 mesecih sta se pokrivali 2 službi. Župnikovanje, še na župniji, in uvajanje v provincialstvo, če lahko rečem. Tako da sem že sodeloval na nek način s patrom Milanom, ki me je na nek način uvajal tudi v to službo in bil prisoten tudi pri konzultu. Potem pa sem zaključil meseca junija tudi z službo župnikovanja v Dravljah in med tem časom pa je bilo eno obdobje premirja, bi lahko rekli, ko sem razmišljal, kaj imam pred seboj, kakšno službo, kaj me čaka. In v tem času sem lahko zbral misli in sem si rekel, zdaj, ko nastopam to novo službo, bo treba najprej kot prvi korak spoznavati, kaj je provinca, še bolj spoznati so brate jezuite, srečati se s skupnostmi, ki so v naši provinci in na ta način vzpostaviti ta prvi stik. To je zdaj prvi korak, ki me čaka v tem obdobju. No, kaj pa vi svetovali sinu za provincialsko službo? Ja, jaz bi kar težko nekako sodeloval mojemu sinu Ivanu. Ne? Težko. Jasno, da kot oče to čutim zelo, mislim, čutim to njegovo imenovanje za provinciala, ne? In pač bi to recimo svetoval, ne? Naj ostane to, kar je, recimo, ne? Naj ne pozabi na Gorico, na družino, na goriške korenine, to pa ja, ne? Čeprav to so lahko tudi obogatene z drugimi koreninami, ne? Ki jih najdemo danes tukaj v Sloveniji in še predvsem tukaj v Ljubljani, ne? To brez dvoma, ne? To mu svetuje, ne? In pa nekaj ponižnosti, ne? To brez dvoma, naj ne posnema očeta. Lepo, da se tako iskreni. Je ponižen. Ja, ne posnema očeta. In pa to mislim, da brez dvoma je nujno danes poznati mislim, to je resnico in ta položaj, ki je v Sloveniji zelo težak, zelo težak. Sicer pa tukaj mi v Gorici nimamo nič manj zapleteno, je tudi pa nas zelo zapleteno. Korajžo in Bog. Hvala. Tudi strani mame, pa brata Davida, ne smemo najm pozabiti, ne, razumete.
Sara, hčerke, pa Mitja in tako naprej. Ne? No, zdaj, tvoja prva služba je dejansko služba vere. Ne? In zdaj tukaj imamo eno družbo, ki je precej razkristjanjena. Kako vidiš ti, kje pa današnjega človeka kljub temu lahko nagovorimo tudi v tej nadnaravni razsežnosti? Kaj bi rekel? Ja. Zame je en velik zgled in primer papež Frančišek. Ker se mi zdi, da papež Frančišek kot jezuit, ki ima za sabo to jezuitsko formacijo, je to pogruntal. Kako se približati človeku, ki je na nek način razvrednoten, ki je padel v ta tok sekularizacije. Kako se približati temu človeku, ki na nek način kliče po eni pomoči. Kljub temu, da se zdi, da ne, da je kritičen in da se oddaljuje od krščanskih vrednot, od cerkve, kliče po pomoči. In papež Frančišek mislim, da je ubral pravilno pot. On se zna pridružiti bližnjemu. Evangelsko pristopa do njega. Ne najprej s pravili in zapovedmi, ampak kot človek do sočloveka. In na ta način se mi zdi, da pomaga, da se bližnji lahko odpre tudi cerkvi. In na ta način tudi človek in bližnji se zave, da cerkev ima eno močno poslanstvo, ki je tisto Jezusovo in ki izhaja iz Evangelija, da ljubi svojega bližnjega in tudi sovražnika. In to je papež Frančišek pokazal in mislim, da če gremo po tej poti, bomo veliko dosegli in tudi cerkev se bo približana ljudem, posebno tistim, ki so potrebni naše pomoči. Zdaj, kdo je najbolj potreben? Ali so to mladi, ki rabijo en pameten svet, kako vstopiti v življenje, ali pa to ljudje, ki so razočarani, ali pa povemo, da jih že ta sekularizacija razkraja, ne? Ki tudi rabi pomoči. Ne? Brez dvoma. Kje vidiš ti tukaj neko skupno povemo, hipotenuzo, ne? Ja. Vse to, vse te potrebe, ki so raznolike, ne? Nekako nagovoril pa na to odgovoril. Jaz mislim, da potrebujejo eni in drugi. Zdaj način, kako se približati, recimo mladini ali pa tistim, ki so zapostavljeni, način je pomemben, kako se jim približati. Jaz mislim, da pozor na dialog, pozor na poslušanje, najprej treba te ljudi pozorno poslušati, prej kot jim servirati kakšno pravilo. Najprej je treba vstopiti z njimi v stik, jih poslušati in začeti debatirati, se z njimi pogovarjati in na ta način potem se mi zdi, da se lahko najde eno skupno točko v tej komunikaciji. Na to jaz mislim, da je treba računati. No, zdaj, ti poznaš nas, jezuitov tukaj v Sloveniji, do kakšne mere smo mi tekom naše vzgoje na to pripravljeni, kaj bi rekel? Do kakšne mere lahko računaš, da bi bili kos tej nalogi? Jaz mislim, da slovenski jezuiti in slovenska provinca je veliko naredila za mlade v zadnjih 40 letih. Jaz se spomnim kot mladenič, ko sem prihajal v Dravlje kot študent, sem videl, koliko življenja je bilo v Dravljah, ne samo v Dravljah, na teh duhovnih vajah, ki jih je ponujal pater Žužek, pater Beno in pater Markel. Zdaj zgleda, da to nekako upada, da tudi ni več tega števila mladih, ki hodi na duhovne vaje, ki se vrti okoli nas jezuitov. Mogoče je treba najti en drugi način, kako se jim približati. In se mi zdi, da mladi jezuiti, ki so bolj navajeni, si tako predstavljam, oziroma sem skoraj prepričan, so bolj navajeni na neko mednarodnost, kot so bili in kot so starejši jezuiti. Danes mednarodnost je nekaj vsakdanjega. Danes, da obiščeš ti eno državo v Evropi,
jo skoraj vsak obišče. Študentje dosti več potujejo, kot smo mi in moja generacija potovala, in se mi zdi, da so bolj dovzetni za to mednarodnost, bolj občutljivi. In igra, mislim, pastorala se bo igrala na tem. Pa kaj tam iščejo, potovanje po tujini, kaj iščejo tam? A je to... Stike z drugo kulturo, stike z drugimi mladimi. Da ti lahko z angleščino, s kakšnim drugim jezikom vzpostaviš en stik z drugim, ki živi ne vem koliko 100 km daleč od tvojega doma, zgleda, da je en uspeh. Nekaj novega si doživel, imaš eno novo izkustvo, eno bogatstvo. In večkrat je ta stik temeljit tudi na eni duhovnosti. Tajze, ko greš in moliš z drugimi. In ta mednarodna srečanja, ki jih tudi papež recimo organizira, mladine ali pa molitev v Tajzeju, to je nekaj novega, kar lahko ponudimo današnji mladini. Mlad je žejen novih izkustev. Vi ste živeli na meji med italijansko in slovensko kulturo. Kako je ta pretok med dvema kulturama potekal oziroma poteka? Jaz bi najprej še nekaj povedal. Prosim. Predno bi vam na to odgovoril. Se spomnim, ko smo bili na gimnaziji, ko sem bil na gimnaziji, in potem med uro zgodovine ali pa tudi filozofije, sem imel profesorje skrajno laike, so nam o jezuitih govorili vse mogoče slabo, kar se je dalo. In zdaj pa po tolikih letih, ko imam že nekaj sivih las, predvsej sivih las, imam pa kar 2 jezuita doma. To je, mislim, neke vrste predodgovor. Kar se pa tiče vašega vprašanja in glede stikov med recimo goriškim ali pa zamejskim delom Italije in pa Slovenijo. Seveda, danes imamo, torej stiki so, bi rekel, dnevni, vsak dan. Če enkrat je bilo težko priti gor, ne toliko zaradi tistega dovoljenja, posebnega dovoljenja, tiste posebne prepustnice, ampak ker si imel občutek, da je prišel v drugi svet, razumete, mi smo se bali takrat pred 30-40 leti priti v Slovenijo. In sploh ni bilo stikov, recimo. Danes pa imamo ne samo na duhovnem nivoju stike med recimo župnijami in tako naprej, ampak tudi med recimo, mislim, tudi naši upravitelji, recimo, župani iz Gorice in pa iz Nove Gorice, kljub temu, da so ideološko, bi rekel, zelo oddaljeni, ampak imajo redne stike. Tukaj danes že programiramo take posebna dela, to je glede prometa med Gorico in Novo Gorico, pa tudi druge take stike, ki jasno dokazujejo in kažejo, da se je le svet, čeprav v začetku malo potiho in počasi, se pa je le obrnil. In zdaj se stvari hodijo svojo pot, silijo svojo pot in počasi pridemo... Da smo si bliže skupaj. Ja, seveda, zelo bliže smo še danes, glede na to, kar je bilo pred 30 leti še. In pa še manj kot 30 let. Gospod oče, vi ste njegov 5. konzultor. 5. konzultor? 4 že ima. No, ker začnemo zdaj eno novo pot, boste še prišli pred naše kamere. Za danes pa hvala lepa. Hvala tudi tebi, Janez. Hvala. Vestelilo, Ja, ne vem, če je bilo v redu.